stara sem 23 let, prihajam drugače iz Velenja, študiram likovno pedagogiko v Mariboru, ukvarjam se pa z orientalskim plesom. V prostem času najrajše plešem, drugače pa, kot sem imela tudi zaradi likovne, slikam in v bistvu razne stvari, animacije za otroke in podobno. Zdaj že v srednjo šolo sem hodila v Velenje na umetniško gimnazijo, potem pa sem kasneje razmišljala, da bi šla v Maribor. V Mariboru je pa za likovno področje pedagogika, likovna pedagogika in me tudi v bistvu zanima delo z otroci, tudi v prostem času delam z otrocmi, tega smo rekli, to je to, likovna pedagogika bo. Kdaj si se prvič srečala s trebušnim plesom in kaj te pri tem najbolj prevzelo? Zdaj bo že več kot 10 let, kar sem se prvič srečala. Iz začetka je bilo radovednost. Radovednost, zanimalo me je in to je bilo nekaj novega. Smo rekla, v redu, bom pa probala, to pa mi je postalo tako všeč, da lahko izrečem, da se skoraj profesionalno s tem ukvarjam. Izhajam z Bližnjega vzhoda, drugače pa ja, sem bila že na raznih delavnicah oziroma festivalih. In tam v bistvu v okviru tega festivala so ponavadi popoldan so delavnice, odvisno koliko učiteljev pripeljejo, pol kasneje so pa tudi prireditve v okviru tega festivala. Najbolj pomembno je, da se fajn počuti, da čuti glasbo. Zelo pomembno je tudi spoštovanje, predvsem pri orientalskem plesu, to zdaj nasplošno za vse plesalce velja to spoštovanje, spoštovanje do kulture, spoštovanje do drugih plesalcev, do vsakega giba. Pa najbolj pomembno to, da se fajn počutiš, ker ti lahko polepša dan, lahko se razplešeš, ko si slabe volje. To se mi zdi najbolj pomembno. Poučujem 2-krat na teden in pa enkrat tedensko hodim se učiti hišo za hir. Nam zaupaš kakšno smešno situacijo oziroma dogodek iz tvojih vaj ali nastopa? Ja, najbolj smešno je, ko pride kakšna kolegica ali pa znanke na moj trening, pa si mislim, ok, to malo zamigamo, pa je to. Po treningu pa mi reče, joj, pa nisem vedela, da moraš paziti na držo, pa moraš paziti na to, pa da je toliko tehnike. To se mi zdi najbolj smešno, ko si mislijo, ja, to malo zamigaš, pa bomo vsi orientalski plesalci. Ja, ni glih tak. Koliko časa potem potrebuje začetnik, da osvoji vsaj tiste osnove plesa? Zelo odvisno od posameznika. Zdaj, na začetku je treba povedati te osnove, začetke, ampak tudi kasneje, po parih letih je fajn, da se vsaka učiteljica vrne nazaj na osnove in jih še enkrat obnovi. Tako da čisto odvisno. Nekaterim grejo bolj roke, nekaterim grejo bolj boki, nekaterim grejo bolj obrati ali pa koraki. Čisto odvisno. Kaj pa fantje in trebušni ples, kako je s tem? Tudi fantje so lahko moški orientalski plesalci in so tudi zelo dobri orientalski plesalci. Tudi jaz sem bila na delavnicah moških plesalcev, ampak seveda se bojo pa vedno najdli ljudje, ki bojo videli tu nekaj spornega, ampak so moški plesalci. Kdaj sošolci sprašujejo, če si go-go plesalka, oziroma ali ljudje še zmeraj to mečejo v isti koš? Nažalost še zmeraj, ja. Se zgodi tudi, da na kakšnem nastopu pride kdo pa reče, kdaj se boš pa slekla, ampak sem se naučila, da takšne komentarje preslišim oziroma tu noter pa tu ven, ker če ne, ni zaključka, ampak nažalost ja, še vseeno vedno enačijo. Za en izziv te bom porabila in sicer narisala boš moj portret, ker pa sem jaz likovni pedagog, bom na koncu ocenila tvoje delo. Izvoli, prosim lepa, hvala. Mislim, da je zajela moj karakter. Pozabila je narisati rožico v laseh, drugače pa se vseeno vidi, poteze obraza se vidijo se lasje. Tako da lahko rečem, da bi ocenila to delo za pozitivno. I've got no